jasno, težnja po implementiranju krožnosti in trajnosti v razvoju embalaže štarta že pri pričetku oziroma že takoj, ko se začnemo o embalaži pogovarjati. Embalaža kot taka, njena ključna funkcija je zaščita produkta ter informiranje o produktu in skozi informiranje seveda se tudi trži, zato je sam fizični izgled embalaže še toliko bolj pomemben. Na nek način mora nadgrajevati ali pa vsaj dopolnjevati izdelek, ne sme ga preglasiti ali pa celo včasih ga more preglasiti, zato da ga kupec prej opazi in zato da ga pač posledično seveda tudi kupi. Pri načrtovanju embalaže je seveda ključno, da definiramo namen, torej ciljno skupino in pa vsebino. Vsi ti ključni parametri nam potem definirajo izbor materiala, obliko in pa posledično jasno stroške ter kako lahko krožnostno reagiramo oziroma se vedemo odgovorno pri razvoju same embalaže. Pri različnih materialih seveda so različne opcije, zato je treba poznati tehnične, tehnološke obdelave, ampak na koncu bolj kot ne do tega, da vzamemo materiale, ki se jih da kvalitetno reciklirati, seveda z ozaveščenimi potrošniki, ne pridemo.